Počkam, če greš tle, ne? Dobro? Sem Matej Glivar, star sem 32 let, prihajam iz Trebnjega, profesionalno se ukvarjam z internetom, sicer pa sem športni plezalec, vegan pa sem od leta 2017. Jaz sem prvič za veganstvo slišal pred 5-6 leti, ko sem spoznal eno punco, ki je bila veganka že 10 let. In ona je zelo dobro kuhala, ne? In ko je ona skuhala, se mi je zdelo, da sem jaz lahko vegan takoj jutri ali pa takoj danes, če bi mi en kuhal. Ampak da bi se sam s tem ukvarjal, pa mogel sam nekaj pacati in tako naprej, jaz nisem glih kuharski tip človeka, se mi je to seveda zdelo nemogoče, no? Tako da sem pol majčkeno kar pozabil na to zadevo. Pa na vegane jaz nisem nikoli gledal kot na nekaj slabega, ampak kot na nekaj dobrega, ker jaz sem od nekaj moral živali in od nekaj se mi je zdelo pač lepo, ne, da so lahko vegani, pa da ne jejo jajc, pa mleka, pa mesa, pa tako naprej. Sem dejansko vedel, kaj to je, ne. Ampak si nisem niti v sanjah predstavljal, da je to možno, da bi jaz bil kdaj vegan. Tako da jaz sem bil tudi prej športnik, bil sem atlet, metal sem kladivo, dvigal sem uteži. Jaz sem mislil, da rabim zelo veliko pač pojesti mesa, jajc, mleka in tako naprej in seveda sem jih. In enostavno nisem niti pomislil, da je pač druga opcija obstaja, ne. Ne sem, da nisem znal povezati med tem, da je mogla žival umrti in tako naprej, ampak tudi nisem hodil tega videti. Zato, ker če bi to videl, ne, mislim, ker jaz sem videl recimo, ne, sem videl kakšno posnetek s klavnice že takrat mogoče, ne, ali pa ker so, ne vem, na kakšni kmetiji, ki so kaj počeli prašičev ali kaj takega in tako naprej, ne. Mene ni bilo nikoli zraven v življenju po teh stvareh in tudi starši so dobro vedeli, da takrat, ko se kaj takega počne, mene ni bilo. Ali so mi kaj prikrili, ali so mi kaj takega rekli, da mi ni bilo doma in tako naprej. Jaz mislim, da v osnovi je vsak, mislim tako 80% ljudi, po mojem mnenju, je veganov. Ampak samo po mišljenju oziroma po etiki, ki jo dejansko imajo. Če pogledate ženske, ljudje, ki imajo nekaj več empatije in tako naprej, ne, vsi vejo, da pač ni prav, da živali pobijaš, da se jih muči, da se jih izkorišča in tako naprej, ne. Ampak tu vsi nekako smo sprejeli, zato ker smo že od malega pač navajeni na neke procese, ki se odvijajo, se pravi vsak dan v kuhinji, ki se odvijajo vsak dan, bom rekel, na stadionu, če si atlet, če si športnik, karkoli, in je pač nekaj normalnega, da ti to ješ in niti ne pomisliš, da ne bi. In ljudje dejansko vejo, da če ti vidiš čez cesto nekoga, ki brca psa, da ga boš ustavil ali boš pa zaupal, ali boš ne vem, ga porjavil ali karkoli, nekaj boš naredil, ker ti ni vsem verjetno, ne, ali so boš pa skru, sej tudi taki so. Ampak ti ni vsem, veš, da ni prav, ne. Prašiča, če kolijo recimo sredi ulice, v Ljubljano, če pripelješ prašiča, bo ljudje ful proti, da ga tam zakoleš. Če narediš to pa samo 2 metra stran, se pravi za steno, ne, pa poneseš v nadoj, ko bojo vsi veseli. Skratka, tle je poanta samo v tem, da ljudje ne želimo vedeti, kaj se dogaja in mislimo, da je to normalna zadeva in pač jo sprejmemo in imamo zaprte oči in seveda veselo jemo, ne. In potem se smejimo veganom, ki so pač čudni, ne. Jaz moram povedati, da še en dan preden sem ratal vegan, nisem niti pomislil na to, da bi jaz bil lahko vegan ali pa da bom vegan. En dan prej. In dejansko se je naredilo tako, da sem prišel z enega plezanja, cel dan sem plezal in pridem domov ves zmatran, vmes sem še en hamburger nekje dobil in ga pojedel, no, ki mi res ni pasal. In sem prišel domov res zmatran ob 11. zvečer in da skrajšam zgodbo, začel sem gledati nek intervju od Michaela Gregerja, no. To je pa en ameriški zdravnik oziroma znanstvenik, ki govori samo o raziskavah, ki so jih naredili že, ne vem, pred 30 leti ali pa pred pol leta. Vse raziskave, ki so bile narejene in ki niso financirane z industrije. Ker vsi vemo, da če industrija nekaj plača, ne, potem je ponovadi rezultat tak, ki ga oni želijo, ne pa tak, kakšen dejansko je, ne. Tako da oni govorijo o teh raziskavah. Druga zadeva, ki me je pa zelo pritegnila, je pa to, ki je razlagal o najpogostejših boleznih, ki jih imamo pač kot današnja družba, ne. In te bolezni so ponovadi posledica prehrane. In razlagal je v bistvu, da so večino teh bolezni, ne samo, da so preprečljive s hrano, da so celo ozdravljive s hrano. In ko sem se majčkeno poglobil v to zadevo, sem pol videl dejansko, da veliko stvari, ki so mene učili ali pa so meni govorili, so bile samo mnenja. Ljudje govorijo mnenja ves čas. Jaz mislim, da je to prav, jaz mislim, da je tako, ne, jaz mislim, da je treba vsega malo. Mnenja niso pomembna, mnenja so tako, mislim, nekaj v zraku, ne. Pač ljudje zaupamo nekomu, ki ima pač, ne vem, nek status ali pa ki je mogoče naš starš ali sorodnik ali prijatelj in tako naprej, ne. Ampak dejansko nima to veliko veze z resnico, ne. Resnica dejansko je pa že zdavnaj bila odkrita, ne. In znanost pač pove, da so izdelki živalskega izvora bistveno manj zdravi kot ostale stvari.
Tako da sem na podlagi tega potem šel v raziskovanje in moram reči, da sem nekako v naslednjem tednu, dveh, sem čisto odpadel in sem postal vegan predvsem zaradi živali kasneje. Samo noč sem pa zaradi zdravja pa tako, no, potem pa zaradi živali in zato sem tudi ostal in bom ostal vegan. Mislim, zelo težko si predstavljam, da bi jaz ratal nazaj vsejedec, no. Kljub temu, da vsi vegani smo imeli tudi prej radi okuse, živalske okuse, ne, zaradi maščob, ki jih dobiš, zaradi tistega soli, ki itak moraš posoliti vsako stvar, zaradi pač okusa, ki je poln in tako naprej, ne. Ampak si ne predstavljam iti nazaj, zato ker jaz vidim zdaj majčkeno drugače, ne, vse skupaj. Jaz tudi ne vidim, bom rekel, živali zdaj samo tako, kakor jaz dejansko vidim živali zdaj tako, kot vidijo ženske, ki imajo pse, pa mačke. Jaz vidim te živali tako. Se pravi, jaz jih vidim kot neko osebnost imajo, ne. In verjetno ne bom nikoli več videl teh živali na ta način, no, da bi pač rekel, aha, ok, se mi je vsem, če pač bo zdaj pač ta krava mogla umrta, veš. Če bo tej kravi pač treba, ne vem, 5 let recimo dati mleko, se odpovedovati mladičem in tako naprej, ki bojo takoj ubili ali pa pač čez nekaj časa, ne, zaradi mleka. Tako da drugače gledam stvari in pač si ne predstavljam, da bi šel nazaj. Najbolj zanimiva stvar je to, da jaz kljub temu, da sem ratal vegan čez noč, dobesedno čez noč, nisem nobene stvari pogrešal, ampak to je zdaj tako, ne. Pogrešal nisem kot prvo zato, ker sem točno vedel, da jaz ne želim izkoriščati živali več, ne želim, da se jih ubije zaradi mene direktno, ampak sem pač želel to dati stran. In ko enkrat greš v trgovino s tem odnosom, pa rečeš, aha, da vidim jaz kaj lahko jem, vidim jaz en kup stvari, ki jih lahko jem in jih je bilo še preveč. In potem sem rekel, aha, to lahko jem, pa to lahko jem, pa to, potem sem mogel pa narediti neko selekcijo, da sem rekel, aha, lej, kaj mi je všeč, kaj imam rad, vmes sem naredil to, pa to, pa to in še vedno dejansko tako delam, pa je zdaj že več kot eno leto, no, da probavam skozi nekaj novega. In jaz prej nisem nikoli toliko stvari probal, novih, ker sem vedno ene iste obroke, se pravi, mogoče 10 obrokov, tudi mogoče poprečen človek ima 10 obrokov, ki jih pol menjava, ne. In samo ene iste obroke, zdaj pa skozi nekaj novega probavam, ljudi spoznavam, ki ful dobro kuhajo, ki znajo, ki se morajo malo potruditi, da kaj pripravijo, ne samo da zrezek gor vržeš, malo posoliš, pa daš na krožnik, ne. Tako da res, jaz nisem nikoli nič pogrešal in še danes, ko gledam, sem hvaležen zato, ker je pa dejstvo, da bistveno manj sladkarij pa lahko jem. Se pravi, veganske sladkarije so pač brez mleka in teh je manj. In je to super tudi zato, ker nekako se trudim manj sladkarij pa takih zadev, tako da meni je super. Mislim, vegani se velikokrat znajdemo v situaciji, no, kjer se pogovarjamo seveda z ljudmi, ki niso vegani in ki imajo vedno veliko vprašanj, pa ponavadi ne samo vprašanj, imajo tudi kakšne konkretne trditve in tako naprej, ki niso res in tako naprej. In zdaj kot prvo, ne, če si ti vegan, pa da veš, da recimo žival mora umrti, da žival trpi, da žival se izkorišča, ne, in potem ti če govori, da pač to je nekaj normalnega, da to je pač ok in tako naprej, pa dobro veš, ne, da ta ista oseba, ne, če bi videla, kaj se dogaja z živaljo, ne, če bi bila ona tam zraven, da tega kot prvo ne bi sama nikoli naredila, kot drugo pa bi bila proti temu, kar se tam dogaja, kot tretjo niti posnetkov ne bi pogledala. In potem seveda rataš agresiven vegan, zato ker pač poveš, da lej, ni tako, kot ti govoriš, ne, saj pozanime se, kaj govoriš, ne. Po drugi strani pa je tako, no, da jaz mislim, da vegani na splošno niso agresivni, ne. To je dejansko, veganstvo je v osnovi miroljubna zadeva. Ti, če si vegan, ti si, mislim tako, načeloma ne bi imel boljšo, večjo empatijo, ne. In empatija je tisto, kar tudi ta svet danes mogoče, ker temu svetu malo primanjkuje, ne. Tudi če pogledamo recimo stvari, ki se dogajajo v tujini, ne, pa vojne pa tako naprej, ne, sej mi vemo, da je vojna, pogledamo tiste novice, časopise in tako naprej, ampak pač gremo naprej, nas ne zanima, ne. In dejansko na nek način je tudi prav, zato ker mi moramo živeti svoje življenje in tako naprej, oni bojo pač tam rešili ali pa ne bojo, ne. Ampak razlika, ne, med veganstvom pa med temi vojnami je pa v tem, ne, da ko ti gledaš tam vojno po televiziji, ki se dogaja ful daleč stran, ne, ti dejansko res nimaš vpliva na to. Medtem ko, če pa nisi vegan, ne, pa ti direktno vplivaš na to, da žival trpi, da se žival ubije, da se živaljo pač izkorišča in da se živali izkorišča in to je tisto, ki pa jaz ne morem sprejeti, ne, se pravi, vegani v bistvu so miroljubni oziroma so pač ljudje, ki verjetno želijo nekaj dobrega, ne pa slabega, ne, kakor nekateri mislijo. Zdaj sem vegan 1 leto, predtem sem bil 31 let ne vegan, vsejedec, kakorkoli hočete temu reči. In sigurno ne želim očitati tega vam ali nekomu, ki pač ni vegan in tako naprej, kljub temu, da mi ni vse, ne.
Definitivno pa si želim v tem svetu, no, da bi imeli več empatije, zato ker jaz mislim, da bi več empatije pokazali. Jaz mislim, da imamo zelo veliko empatije, da nam je zelo mar za živali, za ljudi, za vse, ampak jo zelo veliko potlačimo. Se mi zdi, da se vsi vem, veš, to je tako, ne. Ne vem, da sem, ampak kako bo izpal, pa ne vem, veš, kaj... Bomo pa še enkrat pošli. Ko boš edit delala. To bi pa res natvijel, da bi en drug naredil edit, zato ker sebe, ne vem, kako bi to naredil. Prvi epilog, ko bo 20 minut dolg. To ne moram bežati, to je tako dobro. Možno. Možno.